Premalo se zavedamo, kako pomembni so medsebojni stiki tudi v času, ko je prav, da se zaradi hitrega širjenja koronavirusa ne družimo toliko, kot smo se včasih. Zato v studiu seveda zdaj lepo pozdravljam dva današnja gosta, in sicer Ana Pleško, soustanoviteljica Simbioze, in pa gospod Janez Pletiše, ki je zelo aktiven upokojenec. Dobro jutro. Dobro jutro. Ni prezgodaj? Ne, ni kar v redu. Ne več. Je kar v redu. No, lepo. Ana, mogoče, če začneva kar midva. Torej, v času korone so bili stiki seveda še bolj omejeni, kot so bili prej, in to se jasno tudi pozna na našem psihofizičnem stanju. Tako, bo držalo. In pravzaprav je v času korone prišlo čez noč, da smo nekako stali brez teh stikov. In pri starejših generacijah je seveda to pomenilo pač popolno izolacijo, medtem ko pač mladi smo se zelo hitro privadili preko internetnih komunikacijskih okolij, medtem ko starejši vseeno niso toliko vešči in v bistvu se jim je v nekem trenutku pač omejilo vse te stike in to posledično seveda vpliva na psihofizično počutje, na zdravje, na to, kako smo v bistvu v samem pomenu tudi brez informacij in podobnih zadev. In zato pač je zelo pomembno, da skrbimo, da imamo pač vsi posamezniki tudi stike in da ostajamo nekako v stiku. In tukaj je prišla Simbioza, oziroma sem je prišla Simbioza. Kako jim Simbiozo pomagate? Ja, zdaj ena izmed idej, ki je nastala ravno v času koronavirusa in bo zdaj pravzaprav stara že 2 leti, je Čvekifon, ki smo ga pravzaprav naredili skupaj z Društvom humanitarčkom in telekomunikacijskim operaterjem A1. To je pravzaprav prvi brezplačni klepetalnik za starejše, kjer pravzaprav starejši pokličajo preko brezplačnega klepeta in poklepetajo drug z drugim. Torej na telefonsko številko 080 38 07 in pravzaprav jih linija poveže čisto naključno. Pa še gospod Janez, torej vi ta Čvekifon uporabljate? Ja, ga uporabljam ne velikokrat, ker imam druge orodja, s katerimi komuniciram, od Facebooka, spletne strani in potem Twitterja, Instagrama, tako da kar se tega tiče ni problema. Ne? Odlično. Torej, moramo povedati, da ste zelo aktiven, to ste že v bistvu sami zdaj povedali, in digitaliziran. Imate tudi svoj blog, svoje novice pišete, ste v bistvu novinar, fotograf in dejansko gre to nekako z roko v roki pri vas. Pa je bilo težko se s tem spoprijeti na začetku? Ja, takrat, ko sem se jaz učil tega, če rečeva, računalništva, ko sem se opismenjeval, ne? Ja. So me zelo odvračali, so mi rekli, kaj bom pa to nucal, ne? O, kako so se motili. No, in če mene to ne bi tako zanimalo, bi verjetno ne bi imel sedaj seniorskih novic, pa Facebooka, pa vse tako naprej. Mene je pa to tako zanimalo, da niti spati nisem imel časa, ne? No, in tako, ko sem se to izobraževal, so nastale tudi seniorske novice, potem je nastal Facebook, potem Instagram, potem Twitter, pa tudi TikTok sem v zadnjem času odprl. Tudi to. Tega še jaz nimam. Tudi jaz ne. Tudi ne. Kljub vsemu, torej mogoče narava vašega dela pa vaša radovednost vas je pripeljala do uporabe vsega tega. Kaj pa mogoče vaši vrstniki? Kako se s tem soočajo? No, tukaj bi poudaril zelo to, če hočemo starejši imeti stike z mlajšo generacijo, pa mladi, moramo znati, moramo biti osnovno pismeno digitaliziran, če tako rečemo. Res je. To je bistvo. In to skozi poudarjam, ker vnuki pa mlajši so presrečni, če starejšim lahko komunicirajo digitalno. Ker to je danes en izmed našega vsakdana, ne gre brez tega. Tako. No, in če smem jaz sam dodati, tudi pri Simbiozi seveda delamo pač te brezplačne delavnice po celotni Sloveniji. Imamo več kot 160 lokacij v Simbioza skupnosti, kjer pravzaprav starejšim pomagamo pri premagovanju teh prvih korakov pri učenju uporabe tako računalnika kot pametnih telefonov, sploh v zadnjih letih predvsem pametnih telefonov. To so v bistvu naše najbolj obiskane delavnice, kjer v bistvu vsi starejši želijo te znanj. Zato včasih tudi mi, mlajši, je fino, da smo potrpežljivi tudi s svojimi starši, starimi starši in jim v bistvu pomagamo pri učenju teh tehnologij. Ker v bistvu nikoli nismo prestari, da bi se učili. Naš najstarejši udeleženec je bil star 99 let in v bistvu vse življenje se učimo in to je zelo pomembno
poudariti. No. Res je. Koliko ljudi pa uporablja Čvekifon? Ja, zdaj, če se vrnem na Čvekifon, Čvekifon je v bistvu v enem letu povezal več kot 1600 starejših, vzpostavljenih je bilo pa več kot 125 tisoč klicev v vsem tem obdobju, zdaj za drugo leto bojo številke v aprilu. Je pa tako, da si res spletajo zelo lepe vezi, ljudje se povezujejo, za nekatere je tudi v bistvu to pravzaprav edini komunikacijski kanal, ker za razliko od vseh teh socialnih družbenih omrežij je Čvekifon pravzaprav preprost za uporabo. Je brezplačen, je varen, torej uporabnik samo pokliče na brezplačno telefonsko številko 08038007. Potem v bistvu se samo strinja z nekimi pogoji, da se v bistvu vključuje v to mrežo. Od njega ne zahteva nobenih podatkov. Se pravi anonimno. Anonimno, prav tako pa v bistvu ne klicatelj, ne klicoči ne vidita številke en drugega. Pogovarjata se pa potem lahko v bistvu kolikor časa želite. Je pa Čvekifon pravzaprav odprt oziroma deluje vse dni v tednu med 8 uro zjutraj in 8 uro zvečer, tako da lahko klepetajo starejši kolikor časa želijo. Je pa tako, da so ga vklicali tudi za neko svoje socialno omrežje. Tako, zakaj pa ne? Kaj pa je mogoče glavna težava, ki jo vi opažate pri starejših in pa nekako, jaz osebno mogoče mislim, da je strah tisti, ki jim preprečuje računalniško opismenjevati in spoznavati recimo socialna omrežja in tako naprej. A imam prav? V neki meri je to strah. Mislim pa, da še vedno premalo poznajo to uporabno vrednost. Tako so recimo meni rekli, recimo, a se ni bolj prijetno pogovarjati v živo kot pa preko Facebooka. Sem rekel, seveda je, ampak jaz Facebook uporabljam za orodje, da se zmenim za pogovor v živo. Tako, najbolj pametna rešitev. To je bistvo. Te uporabne vrednosti mogoče malo premalo starejši poznajo. To pismenost, digitalno pismenost uporabljamo tudi pri nakupu vozovnic, pri bančnih storitvah. Pri plačilih, seveda. Ker jaz še zdaj vidim ogromno, recimo starejših, ali na pošti, ali kakorkoli, ki plačujejo tam svoje položnice. Pa je veliko bolj enostavno to doma narediti. In ceneje. Tudi to je. Pa pri starejših je treba malo drugačen pristop poučevanja. To prostovoljci dobro vejo in so podučeni, da imajo dnevni spomin bolj slab in da je treba večkrat povedati. In potem recimo, da je treba malo bolj počas pripovedovati in pa velikokrat ponavljati. In zaradi tega je brez potrebe imeti strah pred učenjem. Tako. To sta zelo lepo povedala. Bomo še nadaljevali naš pogovor. Zdaj pa nas čaka en prispevek. In sicer uporabe mobilnih telefonov in s tem povezanih različnih družbenih platform, kot so Facebook, Instagram, Messenger, Viber, so vešče predvsem mlajše generacije, a se vanje vse bolj vključujejo tudi starejši. To jim omogoča večji nabor informacij, pa tudi več socialne povezanosti in komunikacije, tako s prijatelji kot z družino. Anja Žitnik bo letos dopolnila 65 let. Je upokojenka in prostovoljka v društvu Spominčica in medgeneracijskem društvu Tromostovje. Uporabe modernih tehnologij uči druge, splet in družbena omrežja pa uporablja tudi sama. Največ uporabljam Facebook, Messenger, Instagram ne, pa Tička tudi ne. TikTok? Ne. Pogledam kdaj kaj, če kaj zanimivega, z veseljem pogledam, drugače pa ne. Pa tudi recimo ste aktivni na teh družbenih omrežjih, rekli ste predvsem Facebook, ne? Imate tudi prijatelje tam, objavljate, komentirate? Vse, kar se mi zdi pomembno, da osveščam, objavljam. In potem se tudi kdaj pokomentiram, načelno pa ne, ker nimam rada negativnih komentarjev. Pa vam je to tudi en tak družabni Facebook, recimo, se tudi družite preko njega, ste našli kakšne prijateljice preko tega, recimo? Ja, tudi kar nekaj prijateljic, pa bi rekla, da kar nekaj tistih, ki smo se že prej poznali, pa nismo imeli potem kontakta, smo se spet našli preko Facebooka. Se pravi, tudi za starejše, v bistvu odlična priložnost, da v bistvu še vedno so v stiku s tistimi, ki jih ne vidijo dolgo. Ja, jaz mislim, da ne. Sploh, naprimer, če se spomnimo, kje smo hodili v šolo, pa pogledamo
njihovo stran in potem tudi najdemo prijatelje na ta način. Kdo vas je pa naučil tega rokovanja s to tehnologijo, telefona, tabli? Ja, v glavnem sem se kar sama naučila. V bistvu to že izvira od prej, ker sem zelo zgodaj začela z računalnikom in potem, ko je prišlo pa ta socialna omrežja, sem začela pa tle tudi. Malo sem pa spraševala, imam ščiro, zeta, zdaj mi že tudi vnukinja pomaga, tako da mi je prav naročila, da ne smem pozabiti povedati, da mi ona pomaga. Tudi zadnjič mi je naštimala na Facebooku, tako kako se že reče, tiste, da so moje slikce, pa voščim komu, ki mi je blizu, avatar se reče. Tistim. Potem tudi kot družina, v bistvu pač funkcionirate oziroma komunicirate preko tega, to je v bistvu ena super zadeva, da ste povezani. Ja, to pa imamo in preko Vibra imamo, tako da smo na tekočem, kaj se dogaja kje. Kaj pa te zmanjkarije? To tudi sem slišala, da starejši v bistvu si pač najdejo normalno pač partnerja, tudi da te strani uporabljajo. Kaj veste o tem? Ja, jaz mislim, da se je kar nekaj starejših na ta način srečali, spoznali in tudi uspešno zaključili to zadevo. In pred leti je bila tudi neka oddaja ravno o tem, kako so se starejši spoznali preko Facebooka in potem se združili in se poročili. No tako, tole je bila naš pogovor. Mi pa seveda nadaljujemo z našim pogovorom. Gospod Janez, vi uporabljate Facebook kot orodje. Da. Pa ga uporabljate tudi za kakšno spoznavanje novih prijateljev? Ste se že s kom recimo tako povezali, da ste se potem tudi v živo dobili? Ja, recimo primer je bil včeraj. Včeraj je bil tak turoben dan in takrat je treba poskrbeti, da imaš kakšen pogovor v živo, da se ne predaš tej turobnosti. Tako, da jo preženeš preč. Preženeš. In sem kontaktiral eno kolegico preko Facebooka, preko osebne pošte, pa sem rekel, da grem po upravkih tja pa tja in jo povabim na kofe, če ima čas. In tako smo se dobili na kofetu. No, evo, odlična uporaba. Kako je pa s Čvekifonom? A se tudi tam vaši uporabniki se potem tudi v živo dobijo ali gre samo za klepet? Zdaj tega pravzaprav ne spremljamo, nimamo podatka. Imamo pa podatek, da tisti, ki se že večkrat ujamejo, če jih pač naključno poveže, zato ker Čvekifon povezuje popolnoma naključno, ravno zaradi tega, da širimo to socialno mrežo. Če se toliko vzpostavijo stik, si lahko izmenjajo kontakte, vendar pa pač mi sproti opozarjamo, da pač res ravno zaradi varnosti, da pač naj bojo res prepričani. Uporaba Čvekifona je zdaj verjetno dost pogost pojav oziroma je zelo razširjena glede na razmere, v katerih smo. Ja, Čvekifon še vedno deluje tudi po 2 letih in tudi takrat, ko smo ga, torej ko je korona prišla, smo ga v bistvu naredili z dolgoročnim namenom, da seveda deluje tudi po koroni. Je pa v času korone oziroma omejitve teh stikov še toliko bolj pomembno, da res starejšim omogočamo nek kanal preproste uporabe in kjer se v bistvu lahko preprosto samo povezujejo, zabavajo, pogovarjajo o preprostih stvarih. Ker to pravzaprav ni svetovalna linija, gre res v bistvu za čvek. Za čvek. Zdaj pa oba tudi poznata aplikacijo Magda. Kaj je to? Ja, Magda je v bistvu prva mobilna aplikacija za starejše v Sloveniji, kjer starejšim v bistvu na enem mestu ponuja vse informacije, aktualne novice, aktualne dogodke, ki si jih lahko udeležimo. Prav tako pa ima znotraj aplikacija še učilnico, kjer lahko starejši se učijo pač teh prvih korakov v svet tehnologije. Prav tako ima telovadnico, kjer se lahko zjutraj pač ali popoldne zvečer razgibamo. Ima pa tudi različno infotočko z kontakti, do katerih pač hitreje pridemo. Lahko poslušamo tudi radio, tako da različne neke vsebine, ki starejšim v bistvu preko pametnega telefona se ponujajo. Gospod Janez, kako kaj uporabljate to platformo Magda? No, Magda je zelo praktična, enostavna pa uporabna. Jaz bi k Magdi dodal še simbioza. To je tako enostavna aplikacija, pa tako razumljiva,
pa kar je strokovnega dela tako poljudno napisana, da bi jaz rekel, uporabljajte jo. Preko te aplikacije si tako preprosto recimo naročiti ali pa prijaviti na ta predavanja, naj bodo online ali pa v živo, da bolj preprosto ne more biti. Napišeš ime, priimek, potem telefon, pa še nekaj drugih podatkov in že si prijavljen, ne? To pa res zveni zelo enostavno in verjamem, da tudi je. Mogoče nam povejte še, s čem ste imeli pa vi na začetku svojega računalniškega opismenjevanja mogoče največ težav? Največ težav je bilo priti do računalnika. In tako imam lep spomin, da mi je ena oseba pomagala, da sem prišel do prenosnega, rabljenega računalnika. No in potem bi bilo veliko lažje, ker sem se tudi kot samouk učil, ne samo, ko sem hodil na predavanja, ne. Ana, kakšna predavanja pa so na Magdi? Kaj vse se lahko tam naučijo? Na Magdi imamo razvrščena predavanja po različnih vsebinah, ločimo na pametni telefon in na računalnik in potem v bistvu začnemo pri čistih osnovah. Pri računalniku, od tega, kako računalnik prižgati, do interneta, elektronske pošte, družbenih omrežij, medtem ko na telefonu, pa od nekih splošnih nastavitev, potem kako si naložiti določene aplikacije, kako rokovati s pametnim telefonom, spet elektronska pošta, internet in pa v bistvu komunikacijska orodja, ki jih uporabljamo preko pametnih telefonov. Potem pa imamo še različne vsebine za področje zdravja, za področje preživljanja prostega časa. Znotraj so tudi različni recepti. Delali smo lansko leto v času korone tudi v bistvu knjižico teh receptov, kjer so se v bistvu babice, detki in vnučki povezovali in jih skupaj pripravljali. Tako da je v bistvu res neka raznolika vsebina, ki jo pač najdemo v tej Magdi. Medtem ko v telovadnici so pa res pač neke vaje za razgibavanje, joga, potem malo bolj aktivnejše vaje, tako da v bistvu širimo ta spekter. Nam je pa zelo pomembno, mi smo to aplikacijo seveda že od začetka ustvarjali s starejšimi in vedno smo veseli neke povratne informacije in v bistvu jo še nadgrajujemo. Janez, kaj mogoče vam najljubše pri telovadbi? Telovadbi je, kako bi rekel, zelo dobro, pa na enostaven način napisano in pokazano, kako se to dela, ne. Recimo, in potem lahko iz tega, kar je tam podano, razviješ še naprej in še na YouTubu poiščeš podobne vaje. In tukaj bi dodal, kako pomembno je, da imamo ta osnovna znanja in koliko raznih snovi dobimo, če to znamo poiskati, ne? Res je. Informacije so vsem na dosegu, samo odvisno, če jih znamo poiskati, ne? To je to bistvo. In recimo, jaz bi zelo rad videl, sedaj je na aplikaciji Magda, to je čisto enostavno, odpreš tam radijske postaje, pritisneš na gumb in se ti vključi. In preko pametnega telefona to poslušaš ali preko računalnika, kakorkoli, ne. Fajn bi bilo, če bi še vašo televizijsko postajo imeli na tem gumbu. Zelo fino. Imamo pa mi Planeteko, kjer si lahko vsak pogleda tudi vse naše oddaje za nazaj. Hvala za vajin obisk, torej verjamem, da bomo marsikomu odprli oči in da bo mogoče zgubil nekaj tistega strahu, ki ga ima do spoznavanja novih stvari in znanj. Vse dobro še naprej. Hvala lepa.